Nedelja, 30. oktobra 1938. Noč čarovnic. Na ta poseben praznik groze so poslušalci večernega programa ameriške radijske postaje CBS spremljali pretresljive dogodke, ki naj bi se odvijali na vzhodni obali ZDA. Srž teh dogodkov je bil zunanji sovražnik. Njegov vdor na ozemlje Združenih držav in neuspešni poskusi ameriške vojske, da bi zaustavila njegov bliskoviti napredek. Zdelo se je, da je poraz neizbežen. In to ne zgolj za ZDA, temveč za celoten, svobodni svet. Radijsko poročilo, ki naj bi v živo sledilo sovražnikovemu napadu, se je odvilo v času eksplozivnih političnih napetosti v Evropi. Istega leta je nacistična Nemčija pričela s širitvijo svojih meja. Marca 1938 je brez večjega napora aneksirala Avstrijo, septembra pa si je prisvojila še nekatere dele Češkoslovaške. Poročevalcem, komentatorjem in opazovalcem nemške militarizacije in osvajanja je postajalo vse bolj razvidno, da je na obzorju nova vojna, ki bo verjetno znova zajela tudi ZDA. Uredništvo časopisa Chicago Daily News je že ob aneksiji Avstrije opozarjalo na potrebo po pripravi in krepitvi ameriških vojaških sil. Gotovo je, so zapisali o aneksiji, da je to znanilka drugih podobnih dogodkov, ki bodo vedno znova in vedno bolj obremenjevali evropski mir. Vsi uradniki v tujini so prepričani, da bodo te napetosti dokončno zlomile mir in povzročile novo evropsko vojno. A sovražna sila, ki naj bi tisto usodno noč čarovnic leta 1938 napadala ZDA, ni bila niti nacistična vojska, niti znanilec nove evropske oziroma svetovne vojne. Grožnja ameriški državi in prebivalstvu je po informacijah radijskega poročila prihajala iz krajev, ki so bili daleč stran od Nemčije in njenih evropskih zaveznic. Napadalec tudi ni imel nobene veze s stalinistično Sovjetsko zvezo, ki v 30-ih tako ali tako ni slovela kot glavni antagonist ZDA. Tisti, ki so se s situacijo spoprijemali na terenu, so v radijski eter pošiljali neverjetne novice. Napadalec, tako se je zdelo, je izviral iz krajev, kamor še ni stopila človeška noga. Na ozemlje ZDA niso udrli niti rjavosrajčniki, česar bi se verjetno bali nekateri Američani v 30-ih, niti to niso bili komunisti, česar bi se pozneje bali antikomunistični pisci, temveč pošastna bitja iz tujega planeta. Ti okupatorji iz vesolja, opremljeni z nadčloveško tehnologijo in brez človeškega usmiljanja, so nemudoma pričeli z iztrebljanjem milijonov nebogljenih Američanov. Namesto druge svetovne vojne se je začela vojna svetov. Accompanied by winds of light gale force. Maximum temperature 66, minimum 48. Nič od tega se seveda na vzhodu ZDA ali pa kjerkoli drugje na zemlji ni zares zgodilo. Napad nezemljanov, ki se je tisti večer odvil v obliki senzacionalnega radijskega poročila, je bila le domiselna priredba znanstveno-fantastičnega romana Herberta Georgea Wellsa z naslovom Vojna svetov.
Priredbo je pripravila dramska ekipa CBS-ove tedenske oddaje Mercury Theatre on the Air pod vodstvom nadobudnega režiserja in igralca Orsona Wellesa, ki je v naslednjih desetletjih postal eden izmed najbolj priznanih in prepoznavnih ameriških filmskih režiserjev. Čeprav so Wells in njegovi kolegi želeli simulirati resnične radijske novice, pa dejstvo, da je šlo za radijsko igro in za adaptacijo literarnega dela, poslušalcem ni bilo prikrito. Oddaja se je namreč začela takole. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Orson Welles je potem na znanilu radijsko igro uvedel z informacijo, da se marsovski napad dogaja 30. oktobra leta 1939 in ne 38, kot bi nemara sklepali takratni poslušalci. To je povedal kot tradicionalni pripovedovalec v pretekliku. In the 39th year of the 20th century came the Great Disillusionment. Near the end of October, business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley service estimated that 32 million people were listening in on radios. Vendar pa to ni bila edina indikacija, da gre za fikcijo. Če bi kak poslušalec uvod preslišal in posledično mislil, da gre za resnične dogodke, bi ga kmalu pomiril napovedovalčev intermeco. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. Še več, po odmoru se je pripoved nadaljevala v bolj konvencionalni obliki, z notranjim monologom, ki bi ga tudi takratni poslušalci težko interpretirali kot poročanje v živo. I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on earth. Hiding in this empty house near Grover's Mill, small island of daylight cut off by the black smoke from the rest of the world. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. A life that has no continuity with the present. Furtive existence of the lonely derelict who pencils these words on the back of some astronomical notes bearing the signature of Richard Pearson. Na koncu oddaje je Wells, očitno z namenom, da radijske igre noben poslušalec ne bi vzel preveč resno, še zadnjič opozoril na fiktivnost predstavljenih dogodkov in jo označil kot del širšega praznovanja Noči čarovnic. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Pa vendar se s tem igrivim zaključkom groza približno enourne vojne svetov ni razblinila. Kljub očitni previdnosti Wellesa in ekipe Mercury Theatre on the Air, naj bi priredba romana za seboj povlekla nezaželene posledice. Po nekaterih poročilih je vsaj 1 milijon Američanov, ki so zamudili, spregledali ali v trenutku iskrene panike potlačili večkratno kontekstualizacijo radijske igre, bilo prepričanih, da ZDA zares ogrožajo nezemljani. Kot je v svoji avtobiografiji zapisal producent te radijske oddaje John Houseman, so, citiramo, za nekaj grozljivih ur ljudje od države Maine pa do Kalifornije mislili, da grozne pošasti oborožene z žarki smrti uničujejo ves oborožen upor, ki je bil poslan proti njim, da preprosto ni mogoče pobegniti nevarnosti, da se bliža konec sveta. Dolgo pred zaključkom oddaje so ljudje po vseh Združenih državah molili, jokali, mrzlično bežali, da bi se izognili smrti strani Marsovcev.
Nekateri so hiteli reševati svoje ljubljene osebe, drugi so se po telefonu poslavljali ali svarili, hiteli osveščati svoje sosede, iskali informacije od časopisov ali radijskih postaj, klicali reševalce in policiste. Konec citata. Orson Welles se je moral za svoja domnevno neodgovorna dejanja upravičiti pred mediji. Zgodba o ponorelih ameriških množicah, ki naj bi verjele, da se zaradi marsovskega napada končuje svet, pa je v dneh in tednih po izvedbi zloglasne radijske igre postala medijska senzacija. Časopisi so razkrivali sočne podrobnosti množične histerije. Poročali so, da je prebivalec Pittsburgha našel svojo ženo s trupom v roki, pripravljeno narediti samomor, preden jo ulovijo marsovci. Da je v Indianapolisu neka poslušalka CBS-a stekla v cerkev in se tam zadrla: New York je uničen, konec sveta je, pojdite umreti domov, to sem pravkar slišala na radiju. Da so črnci v Harlemu zabarikadirali okna svojih domov, da bi preprečili vdor nezemljanov. Da je nekega baltimorskega moškega Wellsova radijska oddaja tako zelo pretresla, da je umrl s srčnim napadom in da so mnogi drugi šokirani poslušalci omedleli ali potrebovali medicinsko pomoč. Poročanje o teh dogodkih je hitro doseglo bralce in komentatorje po celem svetu. Nekateri izmed teh so bili začudeni nad iracionalnostjo ameriške populacije, ki je s svojim odzivom na domnevni napad Marsovcev spominjala na vraževerje mračnega veka. Škotski časopis Dundee Courier je na primer trdil, da je bila množična histerija Američanov, citiramo, podobna tisti, ki je zabeležena v srednjeveški zgodovini in ki je vzniknila zaradi govoric, da je prišel konec sveta. Konec citata. Nadvse nenavadno je bilo, da se je srednjeveško vraževerje lahko ponovilo v tej razsvetljenski, tako moderni, tako visoko razviti družbi, kot so Združene države Amerike. Čudenje pa ni bilo niti edini, niti najpogostejši odziv na škandalozno situacijo. Drugi komentatorji je niso razumeli kot nepričakovan odraz predmoderne, iracionalne mentalitete, temveč kot predvidljiv rezultat nevarnih procesov moderne družbe. Najzloglasnejši kritik teh procesov je bil nihče drug kot Adolf Hitler, ki je množični vpliv Wellsove radijske igre povezal z dekadenco in pokvarjenim stanjem moderne demokracije. V tej drži pa so se mu na svoj način pridružili tudi nekateri njegovi nasprotniki, kot je bil na primer ameriški novinar in liberalni politični filozof Walter Lippmann. Za Lippmanna je bil iracionalni odziv na Wellsovo dramo izraziti simptom tako imenovane moderne bolezni, ki je ameriške množice spremenila v poneumljen in za demokracijo nevaren duhovni proletariat. Pojem moderne bolezni, kot ga je v kratkem članku izdanem nekaj dni po Wellsovi radijski drami orisal Lippmann, je označeval specifično, a temeljno napako modernih družb. Na najbolj površinski ravni je šlo za vedno večje in vse bolj intenzivno zanašanje na tehnologijo, ki naj bi slehernike oddaljilo od osnovnih oziroma elementarnih resnic. Po Lippmannu je človek, ki se pri računanju zanaša na elektronski kalkulator, pogosto nesposoben pokazati, zakaj je rezultat računa takšen, kot je. Posameznik preprosto sprejme, da je odgovor računalniške naprave zanesljiv, ne da bi preveril ali celo bil zmožen preveriti resničnost rezultata. Ta navidez banalen primer naj bi imel globlji in širši pomen, saj naj bi izražal nov obžalovanja vreden princip izobrazbe, ki v nasprotju s starimi liberalnimi ideali poudarja posameznikovo odvisnost od tujih avtoritet. Posameznik v modernem, tehnologiziranem svetu živi udobno, vendar pa zato plača ceno. Odreče se refleksiji, preizpraševanju, kritičnosti. Izobrazba ga enostavno ni opremila sredstvi, s katerimi bi lahko razločeval med resničnim in neresničnim, med dejstvi in lažmi, med iluzijami in realnostjo. Izobražen je bil zato, da posluša in zaupa. Kot tak pa zlahka podleže Wellsovi radijski prevari.
Za Lippmanna se je moderni posameznik odrekel svoji umni avtonomiji in postal dovzeten za manipulacijo. S tem pa se je tudi odrekel svoji posameznosti in se spremenil v neumen del množic, ki, kot je poetično zapisal Lippmann, lebdijo z vsemi vetrovi, ki pihajo in ki jih nazadnje zajamejo veliki orkani. Glavna nevarnost samoizgube posameznika je v teh velikih orkanih, v revolucijah zblaznelih množic, ki so zmožne podreti vse, kar naj bi zagovarjal in zagotavljal liberalizem, svobodo, neodvisnost in zasebno lastnino. Pomenljivo je, da za Lippmanna viharno delovanje množic ni ogrožalo le minljivih institucij, temveč večne ideje, trajne resnice in naravne zakone. Množice ne podirajo le liberalne družbe, temveč civilizacijo kot tako. Vedno je res, pravi Lippmann, da mora cilj politike znotraj države biti varovanje posameznikov in lastnine, na kateri in s katero si služijo kruh, in da mora politika posameznike pripeti k državi ne skozi ukaze, socialno podporo in politična gesla, temveč skozi posameznikov neposreden in samospoštujoč interes. Ob to večno načelo politike je Lippmann postavil še eno, ki pa naj bi delovalo kot svarilo. Vedno je res, da je akumulacija posesti zlo, naj si bo v rokah plutokracije ali socialistične ali fašistične države. Saj namreč vedno drži, da prihod množic brez posesti uniči civilizacijo. Lippmannovi komentarji so izražali vrsto strahov. Strah pred množicami, kolektivizmom, monopolizacijo, pa pred razvojem tehnologije in njenim vplivom na posameznike. Nenazadnje pa tudi strah pred škodljivimi akterji, ki so zmožni izkoristiti moč tehnologije in šibkost liberalizma za uničenje tistega, kar so Lippmann in drugi liberalci dojemali kot civiliziran, racionalno urejen svet. Lippmannove skrbi, povezane z ogroženostjo avtonomnega posameznika, so postale del standardne pripovedi o učinkih Wellsove radijske igre. Kot je leta 2008 v svojem članku o tej pripovedi zapisal ameriški zgodovinar medijev Michael J. Sokolov, ostaja, citiramo, oddaja Vojna svetov upisana v kolektivni spomin kot živa ilustracija norosti množic in globoko invazivnega značaja radijskega oddajanja. Program je na videz dokazal, da lahko radio, po nepozabnih besedah Marshalla McLuhana, spremeni psiho in družbo v eno samo odmevno komoro. Odziv občinstva je jasno ponazoril nevarnosti modernega sveta. Takrat je utrdil naraščajoč sum, da bi lahko spretni umetniki ali hujskaški demagogi uporabili komunikacijsko tehnologijo za to, da bi ujeli zavest naroda. Ujeli zavest naroda. Ujeli zavest naroda.